Iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti. Pozornost medijev je po nekaj mesecih spet prevzel nekdanji premier Janez Janša. Že v začetku tedna se je pojavil na predstavitvi kandidatke SDS za županjo Ljubljane, Zofije Mazej Kukovič. Danes pa polni strani časopisov, saj so v Mladini razkrili, da naj bi ga tožilstvo obtožilo poskusa sprejemanja daril za nezakonito posredovanje v primeru Patria. Kot še piše v Mladini, policija in tožilstvo sicer nista našla neposrednih dokazov, ki bi povezovali nekdanjega premiera s podkupninami. Obstajala pa naj bi vrsta posrednih dokazov, da je bil Janša v dogovori za podkupnine obveščen. No, v ponedeljek pa je nekdanji premier pozdravil kandidatko za ljubljansko županjo, ki se v predvolilno kampanjo podaja s sloganom Ljubljana za vse ljudi. V starem mestnem jedru v Ljubljanici je teden dni po ureditvi stalnega bivališča v Ljubljani tudi odprla svojo pisarno in predstavila program. Čak, ona sploh ni iz Ljubljane? Ne. Takole pa njeno kandidaturo vidi Janša. Ljubljana pravzaprav v zadnji polovici stoletja na svojem čelu nikoli ni imela osebe, ki bi združevala obe vrsti kvalitet. Kvalitet, ki so sposobne za učinkovito upravljanje mesta in kvalitet, ki so potrebne za to, da mesto, ki je glavno mesto Slovenije, upravlja tudi kot evropska prestolnica. V Zofiji Mazej Kukovič imamo danes prvič kandidatko, ki združuje obe vrsti teh kvalitet. Z dopustov pa se je vrnila tudi vlada. Po prvi jesenski seji vlade zagoreli premier Borut Pahor ostaja optimističen, saj po njegovem mnenju Slovenija že išla iz največje krize in se je že podala na pot finančnega okrevanja. Pride plača. Misliš? Ja, Pahor je rekel. Čakam pogled na študente. Hude recesije ni več, začenja se daljša, kot smo želeli, pa vendarle postopno zanesljivo predvidljiva pot gospodarskega okrevanja in pozitivne gospodarske rasti. Uspešno smo se obranili napada visoke brezposelnosti, Slovenija je najhujše v krizi preživela. Recesije ni več, odšla je drugam, recesije ni več, odšla je dokaj ne vidim na tekočem računu. Ti živi do nule. Nadaljujejo se tudi pogajanja med sindikati v javnem sektorju in vlado, kjer vse kaže na stavko. Da bodo 27. septembra stavkali, če z vlado ne bodo našli skupnega jezika, so včeraj že napovedali sindikati iz pogajalske skupine Janeza Posedija. In če je bila ministrica za javno upravo Irma minuli teden še optimistična in ni odstopala od točk, ki so jih sprejeli? Jaz vendarle še računam, da v naslednjem tednu bo zadostna večina sindikatov zmogla narediti resen razmislek skupaj z uslužbenci, ki jih zastopajo in podpisati ta dva akta, ki jih je vlada povabila v podpis. Je ta teden vseeno pokazala, da je vlada pripravljena nekoliko popustiti pri vprašanjih usklajevanja plač z inflacijo in napredovanj in zato vse sindikate poziva, da si premislijo in podprejo aneks. In oni bo rekli, ja, ok, Irma. S tema dvema spremembama obstoječega že potrjenega in parafiranega aneksa številka 4 in dogovora bomo danes skupaj z vabilom na podpis tako spremenjenega aneksa in dogovora pozivamo vse sindikate, da še enkrat premislijo in se nam v ponedeljek po podpisu pridružijo. Na včerajšnji seji vlade pa ta ministru za zdravje Dorjanu Marušiču ni dala mandata za odprte kolektivne pogodbe z zdravniki. Je pa sklenila, naj minister nadaljuje razpravo z zdravniškim sindikatom Fides. Zaenkrat ima mandat, da se dialog nadaljuje in da se nadaljuje v smeru iskanja razumne rešitve v okviru javnofinančnih zmožnosti. Izvolite. Koliko ni dovolj jasno, bom pa še enkrat povedal. Vse veste, da se že od decembra lani pogovarjamo o finančni vzdržnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Se opravičujem, ampak to je moja tema. Sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje izgleda, da ne bo zadoščalo za to, da bi lahko v letošnjih in prihodnjih letih zagotovili apetite, želje, pričakovanje vseh v tej državi. Od državljanov do zdravnikov, zdravnic, predstavnikov zdravstvenega. Zato je pač razumnost v tem času potrebna
in morda skupno iskati rešitve za to, da bo zdravstveni sistem obstal. In nekateri to razumejo, nekateri bo pač potrebno prepričati, da sredstva, ki so zbrane, ne zadoščajo. Seveda možna je pa tudi druga pot. Recimo na skupščini bi se lahko pogovarjalo o višji prispevni stopnji, mislim, da to v tem trenutku nerazumno, ali pa kakšni tretji rešitvi. Seveda kot resorni minister moram skrbeti za kakovost varnost sistema v okviru finančnih možnosti in ta dialog moram in želim nadaljevati, da bom prepričal, da v teh časih so verjetno pričakovanja posameznih skupin pretirana. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vznemirja zadnji predlog pokojninskega zakona. Kot pravijo, je nesprejemljiv, saj je škodljiv, krivičen in še krut do starejših delavcev in mladih. V tem predlogu zakona je nekaj predlogov, ki so zagotovo škodljivi do delavk in delavcev in krivični. Namreč, v tem zakonu je kar nekaj predlogov, ki kažejo na to, da vlada oziroma ministrstvo za delo ne upošteva, ignorira dejanske razmere na trgu dela in dejanske razmere življenje, zdravstveno stanje delavk in delavcev. Predsednik zveze Dušan Semolič še opozarja, da so upokojitveni pogoji v zakonu za večino delavcev nedosegljivi in vlado poziva, da preneha probleme reševati s prisilo. Pa sej, a ni Kresalka kupila vodni top? Sej lahko zdaj z vodo rešujejo probleme. Lahko bi ona nas prišla malo frišati, ker je toliko vroče. To bo še padalo. Ni prav, da nekatere probleme, ki jih poznamo in ki jih mi tudi zaznavamo, vlada želi reševati z prisilo. To je prisila, če postavljaš pogoje, ki so kruti, neživljenjski. Pristop bi bil lahko bistveno drugačen. Nobena reforma ne bo rešila pokojninskega sistema, ta zagotovo ne, če ne bo vlada reševala nekatere probleme, ki jih očitno noče. Pazi in grem. Tudi sedanji župan Ljubljane se aktivno pripravlja na jesenske volitve. Tako je ta teden za javnost odprl še en, že tretji most čez Ljubljanico. Ti prej zgradi mostove. Tokrat sta mu stala ob strani podjetnik Jože Anderlič, ki je finančno podprl projekt, in priznani arhitekt in profesor Boris Podreka. To je tretji most. V času mojega mandata sem se delal še 3. In eden je, ki je že v dolgi izvedbi, to je ta notranji obroč, most na povezavi Roške in Njegoševe. Te drugi, ki se že gradi, je novi, da tako rečem, onkološki most. In tretji je stari mrtvaški most, ki se seli na izliv Gradaščice. No in če rečemo, to so 3 zgrajeni, 3 se gradijo in ena brv, ki je tudi zgrajena, to je pri Onkološkem inštitutu in se bo selila na Koblojevo ulico. Kultura! Cankarjeva založba in založba Mladinska knjiga sta pisatelju Borisu Pahorju ob njegovem 97. rojstnem dnevu podarili monografijo o slovenskem arhitektu in urbanistu Maksu Fabjaniju. Zakaj? Kaj vam s tem? No, v tej priložnosti smo tudi mi Pahorja vprašali, kako gleda na svoje življenje. Jaz lahko rečem, da sem zadovoljen, ker nazadnje sem se rešil smrti in da sem lahko nekaj pozitivnega o vsem tem hudem lahko ustvaril in da gre to, bi rekel, ljudem nekako, bi rekel, ponujeno, da se zavejo, kakšna je bila evropska preteklost. Po Pahorjevih stopinjah pa se je spet podala Marjanca Šajher, avtorica biografije Damjana Murka, ki je z novo knjigo Keš Pička ponovno obogatila slovensko leposlovje in kako smo jih hvaležni za to. Glavna protagonistka z knjige je tipična slovenska Keš Pička, ki želi dobiti tisto, kar ji gre s pomočjo slovenske estrade. A ni to avtorstvo Klemna? Keš Pičke, misliš, fraza. Po moje bi Klemen lahko stožil, ne? Daj, Klemen, go for it. Kje je Sazas?
so jo včeraj prebrali, so rekli, da je še boljša kot Murkova in verjamem, ker je veliko bolj sočna. Danes sicer velja za zelo provokativnega, ampak mislim, da sem jaz tukaj podrla njegove norme. V nedeljo lahko še zadnjič ujamete pripovedovane in igrane mitološke zgodbe, ki jih Senzorium s svojim laboratorijem umešča na izbrane lokacije centra Ljubljane. Še vreme? Še vroče, res je vroče. Ej, danes mesec nas Katarinca zihar stušira z vodnim topom, tako da bo kaj majka sam en mesec treba zdržati. Kaj pa do takrat? To mač, glej, kaj pahor na trening sem, no. Da ugasem sonce. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Nasvidenje.